Lahko noč. Lahko noč, Meta. Ko pride na oder, začneš gledati Mileno Zupančiča. Prvakinja slovenske gledališke in filmske scene. Sem vas hotela ujeti po prezentaciji, pa ste mi šli? Je kot nek magnet, ki te potegne. Skoraj 60 let ustvarjanja, več kot 200 vlog, na desetine nagrad. Gledala boš imela še kaj drugega od njega, ko se tak pridno učiš. In Madonna, to je ta karizma. Vino bomo pa kar zdaj spila. Kar odpede. Prepričljiva, odločna, spoštovana. Čarovnica Milena je zaista čudovišna. Kakšen obraz pa delaš? Kaj nisem lepa. Ikona slovenskega igralstva. Obožavam je. Gospa Milena, kako ste? Ja, moram reči, da odlično, ne? Kaj ćemo jamrati, ne? Da, odlično sem. Še vedno izžareva enako življenjsko energijo in optimizem, čeprav je skoraj 2 leti, odkar jo je doletela bolezen. V Bohinjski Beli, kraju njenega otroštva, ima svoj mir in ljudi, ki, ko je težko, stojijo ob strani. Ja, jutra mi niso fajn, jutra pa dopoldnevi. Nikoli več ne bo tako, kot je bilo, to mi je popolnoma jasno, ne? Si ne delam nobenih iluzij. Občasno stopi tudi na odrske deske. Letos vsem zdravstvenim težavam navkljub kot gostjo v mariborski drami v postavitvi Jančarjevega romana To noč sem jo videl. Stvar je malo zapletena. Po neki zvezi bomo spravili pismo do Gradca. Zakaj zapletena? Zakaj Gradec? Zakaj ne Ljubljana? Zakaj ne poiščeš številke njegovega telefona in ga pokličeš? Ljubezen do igranja je začutila kot srednješolka. Če ne bi naredila sprejemnega izpita, se spominja, verjetno ne bi študirala nič drugega. Z izkušnjami zgolj amaterskega vaškega gledališča se je uspela vpisati na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Vse radijske igre pa te umetniške večere poslušali, ko so vsi šli spat, ne? In sem to ponavljala in se na pamet učila. Če bi se jaz dol slišala, pa videla, kaj sem jaz počela na sprejemnem izpitu, po moje bi crknila od smeha. Njena igra pa je bila že takrat izstopajoča, pripoveduje pisatelj in dramatik Tone Partlič, ki se spominja, ko je še kot študentka igrala v njegovi prvi drami. Tako je Milena prišla kot mlada deklica, po 20 minutah na oder, kot študentka, je bila glavna zvezda večera, ta Smrklja iz Akademije, kakor so jo tudi gledali. In njo so sprejeli prvo sekundo. Ko je prišla na akademijo, je bila, to sem zelo hitro začutil, začutili pa so tudi profesori, nebrušen diamant, velik 40-karatni diamant, kamen, za katerega veš, da bo, ko ga boš obdelal, nekaj posebnega. To so besede Radka Poliča-Raca, Mileninega prvega moža, kasneje tesnega igralskega in osebnega prijatelja. Polič je na akademiji videl, kar je kmalu videla tudi vsa Slovenija. Najprej v gledališču z vlogo v Osvajalcu, ki je njeno kariero izstrelila navzgor. Nacionalni fenomen pa je zares postala na velikem platnu. Kot Meta v kultnem Cvetju jeseni si je pridobila status ene največjih filmskih igralk svoje generacije. Meta je postala del kolektivnega spomina. Za vse življenje bova mož in žena. Mož in žena, mož in žena, mož in žena, mož in žena. Še zmeraj je ta Meta tako živa med ljudmi, še zdaj redko kdaj kakšen teden, da me je kdo ne vstal, pa Meta. Še danes? Absolutno, popolnoma. Predtem smo pa mi posneli zelo dober film, televizijski, črno-bel, Avtostop. In so dali to v ta film v bunker, ker je bil nespodoben. In je bilo Cvetje prej na programu, pol so pa to tudi odklenili. In en, seveda anonimno, meni napiše pismo. Kako more naša Meta govoriti take besede, grozne. In zadnji stavek je bil, vedite, da je odslej Cvetje v jeseni zavedno ovenelo v naših srcih. Ona vsak večer bere časopise in gleda televizijo. Ona ne gre nikoli spat pred 3. uro zjutraj.
Pesem, ki jo je njen pokojni mož, dramatik in režiser Dušan Jovanović napisal zanjo, je za ta prispevek interpretiral Boris Cavazza, Milenin generacijski sopotnik in eden najvidnejših slovenskih igralcev. Ona navija 3 budilke na 8 uro, vstane pa ob 11. Da me ob 11 šele vstanem, to sploh ni res, ne? Ampak se dobro sliši. Kje pa? Prej pa, ko sem delala, jaz sem morala vstajati, zelo pozno hodila spat. Jaz sem celo življenje spala po 3 ure, nič več. Daj, otroka bi rada. Ne, zdaj pa ne. Nimaš me rad. Seveda te imam. Ona je imala sve što treba imati glumica. Bila je lijepa i još uvijek je lijepa. Bila je nevjerojatno talentirana, ali je bila nevjerojatno pametna i mudra. Točno je znala što treba i kako treba. O njej pripoveduje Rade Šerbedžija še en velik igralec današnjega časa. Avgusta je posvetil svoj koncert v Ljubljanskih Križankah. 70. leta so bila čas velikega kulturnega preboja. Tega obdobja se spominja po močnih vezeh z igralci iz vseh držav nekdanje Jugoslavije. Delali so strastno in se na odru, pogosto tudi v življenju, gnali do roba. Mi smo se svi družili, voljeli prije predstave, za vrijeme proba, poslije predstave. Ostajali smo u našim klubovima. Malo smo pili, nismo mi bili pijanci, kako bi doživjeli ovoliku starost i napravili sve te uloge koje se napravila, na primjer, Milena Zupančića, pomalo i ja i cijela naša generacija, Ratko Polić, naročito i Cavazza, koliko su samo odigrali briljantnih uloga. Že v redu. Samo zakaj? Pri 30-ih je igrala vdovo v filmu Vdovstvo Karoline Žašler. Partlič, ki je napisal scenarije, kot pravi, v mislih imel starejšo igralko. Režiser Matjaž Klopčič pa je vztrajal, da jo kot takrat uspenjajoča igralska zvezda odigra prav Milena. Milena sedi na eni bali papirja na Sladkem vrhu kot igralka in mal pije, pa se tam tako zaziva, pa reče, kak sem bila jaz enkrat mlada. Kak sem bila jaz enkrat mlada. Ni sledu, da je v resnici mlada. Tako igra, da je izžeta ženska, ki nekaj išče, pa ne more več doseči. Tam sem videl, kaj igralec lahko naredi, kakor si jaz tudi nekaj zmišljujem. Ona vsako jutro pije kavo iz iste skodelice. Ona zmeraj zapre pokrov straniščne školjke. Ona zmeraj pobriše posodo, ko se odsedi. Ona vsak dan pomiva teraso, ki so jo potacali mački. Vsak dan pomivate teraso zaradi mačk? To pa vsak dan. Kave pa, čeprav je strastna ljubiteljica kofeina, zaradi bolezni že nekaj časa ne pije več. Kaj je škofi zdaj pijem? Včasih dušo glave za dušo. Zdaj pa žal. Bila je tudi prva slovenska UNICEF-ova ambasadorka dobre volje. Z močno osebno angažiranostjo je opozarjala na stiske otrok in pomagala širiti humanitarnost v prostoru, kjer je njen glas vedno imel težo. Prejela je na 10 nagrad, Borštnikov prstan, velika Prešernova nagrada, Bert za filmsko igro, Badjurova za življenjsko delo, državno priznanje Zlati red za zasluge. Pa številne, ki jih je prejela zunaj Slovenije, pripisujejo ji sugestivno interpretacijo in vrhunsko izrazno moč, s katero bogati slovensko kulturno krajino že več desetletij. Lahko si ti še tak stručko v tehniki, govorni takšni ali pa oni drugačni, ampak če ti nimaš te prezence, tega fluida, ki lahko gre med publiko, ne boš kam daleč prišel. Promotorka igralskega poklica, vzor mlajši generaciji. Prišla je tudi k nam v Velenje, v knjižnico Velenje, kjer so bili pogovori z znanimi osebnostmi. In pri tistem pogovoru, jaz mislim, da sem bil tam nekje začetek srednje šole in tam je ostal potem en
cigaret za njo in jaz sem to vzel kot eno relikvijo. Resno? Ja. Se obdobja, ko Milene še ni osebno poznal, spominja naš izjemni igralec Marko Mandić. Z njo je začel sodelovati kmalu po koncu akademije z vstopom v dramo. Od Milene se je učil nastopanja, prezence na odru. To, kako je treba soigrati, kako se je treba odzivati na to, kar ti soigralka, soigralec da, vrže, in pa seveda za samo delovno etiko. Milena je vedno igralka, ki je pripravljena tukaj in zdaj nastopati, vaditi in soustvarjati. Nič mi ne date za jesti. Veliko vlog se te dotakne, ko moraš na odru jokati, pa to. Meni gre zmeraj na živce, jaz ne verjamem v zaresne solze. Če imaš rokavico gor, ne, si tako mečkin čebulo jo malo takole pobožaš, ne, pa si upraviš kaj takole in so že solze tlele. Ali pa tako, da direktno v najmočnejši reflektor gledaš široko odprtimi očmi, bodo solze sigurno začele teči. Je pa seveda nekaj, kar pa mora vsak igralec sam vedeti, kdaj in zakaj. Dober igralec mora biti inteligenten, pravi Tone Partlič, v 90-ih tudi umetniški vodja ljubljanske drame. In Milena je kot ustvarjalka, pravi, vedno izžarevala tudi znanje. Vedno se mi je zdelo, da vse ve, da pozna literaturo, nikoli še ni silila s kako stvarjo v ospredje, naravno pa se mi je zdela ves čas nadpoprečno inteligentna. S takim je v gledališču lahko, tudi če se s tabo ne strinjajo, ne prinese nasproti samo čustvenega argumenta, prinese tudi kak drug argument. Ona se vsako jutro tušira, ona se vsak petek posti, ona gre vsak teden vsaj 2-krat na Britov. To me pomirja, se usedem, pržgem eno ali pa 2 in imam vse pred sabo. 1 grob, 2 grob, 3 grob, 4 grob, 5 grob, 5 grobov. Jaz imam ogromno pokojnih dol. Pred 5 leti jo je zapustil umetniški in življenjski sopotnik Dušan Jovanović. Mi pa manjka za mnoge pogovore, a ne? Recimo za hči, pa bi rada še njega vprašala za mnenje, pa ga ne morem. Pa recimo športni prenosi, mi smo bili norci. Če nismo skupaj sedeli, da smo po telefoni skozi. Leto zatem je umrl še njen najtesnejši prijatelj in igralski kolega Ratko Polič. Bili so tandem, ki je prijateljeval in ustvarjal vse življenje. Jovanovićeva gledališka predstava Boris, Milena, Ratko, ki je združila legende slovenskega gledališča, je mejila med osebno zgodbo in umetnostjo. A bo šla živeti s sinom domobranca? Kakšnega domobranca? Borisov oče je bil pri domobrancih. Ja, kdo ti je pa to natvezil? Borisov oče je bil španski borec. Tvoja 2 gospodarja nista enaka. Ona zmeraj pretirava. Ona zmeraj zamuja. Zamujam pa, to se pa zelo trudim, da ne bi, ampak še zmeram mi ne rata. Na odru je neposredna in popolnoma prisotna, v življenju pa pravijo prijatelji izjemno topla, optimistična. Energična, odprta, srčna, duhovita, zelo, zelo radodarna. Ona je tako jedna divna, dobra osoba, koja voli ljude, razumijeva ljude, voli se družiti s ljudima, vesela je. Pa čak vidiš i ove godine kad je bolna, na koji ona to način elegantno podnosi. Njen fokus je trenutno v zasebnosti, z družino, s hčerko in sestrami si je zelo blizu. Mi pa ne moramo. In to vse pod njihove blizu. A na odrske deske si pravi, še želi. V življenju polnem potovanj, družbe in živahnega dogajanja in samota, če tudi potrebna, težko pada. Druženje, to pogovarjanje, to nastajanje, to pogrešam. Jaz ne moram niti za 5 dni nikamor iti sama, ker imam pač tudi to prehrano parateralno skozi žile in to vsak dan in ne morem. Še vedno pa, tako kot je Jovanović zapisal v pesmi Ona, vsako leto za veliko noč skuha kašo, za 1. november pa seged in golaž, tako kot je to naredila tudi letos. Ampak jaz sem se nanjo navadil. In me ne bi zamenjal za nobeno drugo.
polno življenje sem imela kot res popolnoma izpolnjeno, istočasno kot igralka in kot ženska. Kmalu praznujete rojstni dan. Ja. Kaj si želite zase? Čisto nič drugega, samo da bi se meni tole zdravje malo bolj stabiliziralo. No. Ne zahtevam isto, da je, kot je nekoč bilo, ampak ne bo približek. No. Ona